Spoštovani in spoštovane, letos smo vam pripravili že veliko prispevkov, v katerih smo govorili o Evropski uniji, predvsem pa o tem, kako je le-ta pomagala v krizi, v COVID krizi. In predstavili smo vam tudi že veliko področji, no za konec pa smo pustili eno tistih področji, ki je lahko rečemo najbolj pomembno – zdravstvo. In Evropa je že takoj v začetku krize sprejela veliko pozitivnih ukrepov v zdravstvu, čeprav to ni v pristojnosti Evropske unije, ampak zdravstvo je v pristojnosti posameznih držav članic. Kljub temu pa se je Evropa seveda, ker se zaveda, kako pomembno je to področje, zavzela za zdravstvo in številni ukrepi, ki so jih prinesli, so tudi celotnemu človeštvu prinesli pozitivne posledice. Kaj o tem pravi magistra Manja Toplak pa v prispevku. Takrat, ko se je marca vse začelo, je bila Evropa kar za začetku mal bi lahko rekla pod šokom. Kaj pa zdaj? Zdravstvo ni v naši pristojnosti. To so države članice, ki odločajo o tem, ki imajo svoje zdravstvene sisteme. In kar je zelo zanimivo, po teh zdravstvenih sistemih smo tudi lahko, oziroma ta kriza je tudi pokazala, kako dobri so zdravstveni sistemi v državah članicah. Slovenija ima zelo močan, robusten zdravstveni sistem, zato je tako dobro prenesla to krizo. Ostalim članicam Evropske unije to ni tako dobro uspevalo. A če se vrnemo na začetek krize, Evropa je že zelo hitro poskušala uporabiti vsa svoja orodja, inštrumente, sklade, da bi ublažila krizo oziroma v prvi vrsti, da bi pogasila že nastali požar. Da je Evropa zaprla svoje zunanje meje, da je preprečila vdor tega virusa, hkrati pa uvedla med državami članicami, da je lahko promet nadaljeval in to je bilo zelo pomembno pri tovorjenju kakšnih medicinske opreme, recimo hrane in tako naprej. Evropska unija se je v začetku spopadala z mnogimi težavami. Mnoge oči so takrat bile usmerjene proti Evropi. Kaj bo Evropa naredila? Ali bo poslala kakšne maske? Ali bo poslala medicinsko opremo? Ampak problem Evrope je bilo, Evropa ni imela nikjer skladišča s temi maskami, ker pač v zdravstvu ni njeni pristojnosti. No, ampak kljub temu se je potem po hitrem postopku oziroma sprejeli ukrepi, kjer so se našla prva sredstva, da je lahko Evropa nakupila to medicinsko opremo in hkrati se povezala z državami članicami in prosila države članice, da ponudijo skladišča, kjer se bodo ta oprema lahko skladiščila. No? In iz teh skladiščev je potem že kar nekaj držav zaprosilo tudi za to zaščitno opremo. Sredstva namenjena raziskavam je usmerila v raziskave cepiv in zdravil, hkrati pa spodbujala skupine znanstvenikov, da vso svojo energijo, znanje in izkušnje vlagajo prav v cepiva za COVID. Potem je tudi organizirala nekje maja, mislim, da je to bilo donatorsko konferenco, to je pomenovala donatorski maraton, kjer je zbirala denar za cepivom, kar je pa tudi zelo pomembno. Evropa želi, da bo to cepivo dostopno ne samo evropskim državljanom, pač pa državljanom celotnega sveta, zato ker ta kriza se ne zadeva samo nas, pač pa tudi mnoge druge in tudi svetovno, globalno smo med seboj tukaj povezani. Še en zelo pomemben ukrep, ki ga je Evropa sprejela zelo hitro, je, da je denar, ki ga države članice iz strukturnih skladov niso porabile v letu 2019, bil namenjen za leto 2020 in blaženje posledic krize. Evropskih sredstvih je običajno tako, da neko vsoto plača Evropa, drugi delež pa države članice. Tokrat je to bilo postalo dosti bolj fleksibilno in ves denar je prihajal pravzaprav iz Evrope in ta denar se je lahko preusmeril pač v ukrepe za blaženje krize, tako gospodarske, socialne, zdravstvene krize. Slovenija je iz tega naslova dobila okrog 500 milijonov evrov, torej za leto 2019 in 2020. Še in še bi lahko naštevali, še veliko je teh ukrepov, ki jih je sprejela Evropska unija in v skupnosti oziroma skupaj z državami članicami. Recimo
Nemčija. Nemčija je ena tistih pozitivnih držav, ki je recimo sprejemala bolnike iz drugih držav, potem donirala je tudi zaščitno opremo in predvsem Evropska unija je tista, ki je podpirala vso to sodelovanje, namreč pravijo, da je solidarnost še posebej v tem času, torej v času COVID krize, zelo, zelo pomembna. Torej, mi se približujemo koncu teh naših pozitivnih, lepih prispevkov. Čeprav govorimo o krizi, lahko vidimo tudi kakšne pozitivne stvari, pozitivne posledice in v zadnjem prispevku vam predstavimo vse, kar ste v tem času videli in slišali. Hvala vam za pozornost in bodite z nami še enkrat. Tokrat potrebujemo Evropo bolj kot kadarkoli prej. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.